Anžeta je novi Focus ST zadnjič nadušil, pa je dal meni še karavana, da se prepričam, kako dobro se pelje. Karavani se v večini vozijo slabše kot krajše in lažje kombi limuzine, kar je logično. Bom videl, kako bo tukaj. Samo iz tega moram ven, tole ni za nikamor. Evo, končno suha cesta. Čeprav ima še zimske gume gor, se super drži ceste. Grabi kot kakšen orel s svojimi kremplji. Če bi imel še pravo mehansko zaporo diferencijala, bi bilo skoraj idealno. Volan je namreč tako neposreden kot pri Ferrariju Italija in ga je veselje zapoditi v ovinek. Motor ima zdaj samo 2 litra delovne prostornine in veliko turbino, da nadiha toliko moči. Kar 184 kW, to je 250 konjev. Turbo pomeni, da se veliko navora sprosti naenkrat, zato pri ostrem zavijanju in pospeševanju volan kar trga iz rok. To pa zato, ker ima Focus le sprednji pogon. Ja, na kakšni dirkalni pisti bi se to poznalo pri sekundah na krog, tukaj se malo pozna pri užitku, v splošno pa sem kar navdušen, ker gre hitro in lepo. Tudi če je zadaj malo večji previs in avto kot celota težji, se pelje zelo dinamično in si težko predstavljam tole za družinsko uporabo, ker bodo vsi sopotniki kozali, če boste tako vozili. Zato se vedno malo vprašamo o smislu takšnega avtomobila, pa gotovo obstaja nekaj kupcev, ki so si ga zelo želeli. Za vikend z družino na izlet lepo počasi, ko fotor ostane sam, pa na polno. Za takšne stvari si težko predstavljam boljši avto. Focus ST karavan ima namreč velik in uporaben prtljažnik, prostorno kabino za celo družino, če se lepo vozite, tudi razmeroma varčen motor, ki porabi pod 9 litrov, najlepše pa je, da sploh ni drag. V časih ekstremnih popustov takšnega dobite že za slabih 26 000 evrov. Bi ga imel? Bi. Ampak bi se itak vedno sam vozil, kdo pa bi hotel tako trpeti, zato imam raje kombi limuzino. Ali pa RS-a, smo ga že ujeli, tudi na naši strani ga lahko vidite v vohunskih fotografijah.